Kje ste folk vaj, zdaj evo Dinoti z novim mehankarskim vlogom in sicer to vzad, kar vidite, je moj tema. In kva bomo danes delali? Danes bomo menjali olje. To bo prvič dejansko, da bomo menjali olje na mojem skuterju, Maxi skuterju, da se popravim. In bomo videli, kako mi bo to šlo. Saj ni nekaj težkega, ampak vseeno ta video naj bo za vse tiste, ki bi radi zamenjali sami olje na svojem skuterju in ne bi radi plačevali mehaniko in radi to pojedali in pohamunčali, kakor mi povemo, ali pa dali v džep. Noter gre 3 litre olja, to je se pravi T-Max 530, tukaj imamo oljni filter, mogo bi imeti še podložko, je nima, ampak mislim, da bo v redu. Vse, kar moramo narediti je, da vzamemo tole račno, odvijemo tam en šrauf, zlijemo olje, zamenjamo oljni filter, vlijemo novo olje in dejansko resetiramo računalnik. Ok, motor se je segrel, zdaj pa ugasnemo. In zdaj počakamo 2-3 minute, da se ves ta segret olje dejansko steče na dno in pol ga iztočimo ven. Yamalube 1040, to je original od Yamahe olje, 3 litre, not gre 2,9, vse skupaj, tako da bomo skoraj vse pokurali. To sem kupil že nekaj časa nazaj in je idealno za take primere. A vidiš, tukaj ti je ta vijak, tega odviješ, lepo direkt pade not, zapreš in odneseš recimo na petrol za predelavo olja. Tukaj imamo pa tale, veš, kaj ga mer, koliko olja dejansko je. A ja, za to priložnost sem se pa kupil še orodje. Imel sem jaz to 21 let nazaj, sam dejansko ne najdem več, od tega sem kupil od Uniora, 17 evrov sem dobil. Imaš enkrat še sketno, kaj je 32, ampak se rekel, ta bo čisto v redu. Tole, kakor pa vidiš tle, je pa čep za vlivanje olja. To vedno odšraufaš, zato da lažje olje tudi ven steče. Da se ne bomo poškodovali kot pri bremzah zadnjič. Tole pa ni bilo baš ful trdno šraufan. V ene 4 kile rabaš, da tole zategneš. Probo bom tole tako narediti, da nam glih ljubo olje po roki. Evo ga. Se je dobro imeti tako kantico za olje. Vroče. Ko pa šprica. Evo ga. Takle je čep, malo drugačen, kot smo ga vajeni. Vidiš, tukaj imaš eno tako tesnilce. Stari moj, tole lahko traja tudi kar nekaj časa. Ti sam pusti, da se lepo to izteče do konca, pogremo pa dati dol oljni filter. Jaz dejansko rečem malo nagnem motor, da gre res ven tist, kar je noter. Ker ga vedno ostane še malo not, vidiš? Tako da res gre vse ven. Sem smeš ga preveč nagen, če ne bo lahko šel motor pogube. Pa še ti, ko bo na te padal. Oh my god, kar noče in noče nehat teč. Curlat, ko moje bivše. Ajde, gremo zdaj dejansko dati šrauf noter. Moment, ključ, da ne bomo mi to prezategnali. Na 4 kile sem naštimu, tako piše v manualu. Se pravi, 17 je ključ. Moment. To mogo dati že tako gor. In zategnemo, dokar ne poči. To meni malo. Evo ga. Je že bilo malo sumljiv, da nam jaz to pretegnil, pa zjebo navoj, posi pa v pip. Zdaj bomo pa uporabili tole orodje. Je že kar nekaj časa, kar sem jaz delal s tem, sam meni sledi, da gre to tako noter, daš ga vmes, prav filter vmes, pa ga tako naslonaš, a viš, čak še malo. Jebim ti! Dobro, sej tek se ga nič ne vidi, ki je spod skrit, ampak ja, zmisli si, da je ta del tako, da se vidi, in ga takoj pa praskaš. Tako narediš, in pa ga ono prime, in sam utegneš. To je to orodje, super. Ok, kakor vidite, je tale oljni filter dejansko zapakiran. Ima že neko mast gor. Viš tole mast. Ampak je priporočljivo, da vzameš olje in namažeš tole. Ok, probio sem ga, glej. Se pravi, vzameš filter, pomočiš prst, se veš, zaboriš ga do konca. In namažeš tole.
Tole moraš namazati. Obvezno, pri vseh filtrih, ali na avtu, ali na motorju, če menjaš filter, moraš to namazati. Zakaj? Ker ko zašraufaš, da ti to gumico ne potrga, pa da se lepo usede. Vidiš? Tako je to. No, kaj si razmišljal, kaj je sploh fora oljnega filtra? Vidiš tole? Filter, veš kaj pomeni filter? Filtriranje, sprav čiščenje. Ti moraš vedeti, da v motorju so pač gibljivi deli in te gibljivi deli se s časoma krušijo. Bistvo olja je, da maže in hladi mašino. Tukaj gre pa čez olje, da vsi tisti ostanki, ki se brusijo, razne nečistoče, opilki, da ostanejo samo not. Zakaj? Ker če bi te opilki prišli v zgorevalni prostor, bi prišli do poškodbe in do zaribanja motorja. Tega pa nočemo. To vsakič, ko menjaš olje, moraš zamenjati tudi oljni filter. Ne mi tle šparati. Ok, zdaj ta oljni filter je še vedno topu. Zrako ne bo šlo, včasih eni oljni filtri niso dobro zategnjeni, pa ga lahko pač z roko, čeprav to ni dobro, zdaj bomo pa mi tole probali. Se pravi, zaviješ ga desno, takole ga zaviješ, takole ga odviješ. Oziroma čak, vsaki čas to zajebem. Ok, zdaj se je začel premikati. Boš da vzamemo tole zadevo, pa damo spodaj, ker pol bo prepozno. Je pa malo neroden. Tako ja. Ne mi po ploščicah. Ne vem, če je šlo z roko. Gre sem zelo težko. Ok, zdaj bi ga že moral dati na roko. Na roko, ljudi moji! Na roke do poroke. Evo ga. A 100% se bom mazal, gledaj to. Kaj je glih tako narejen, da mi bo po roki stekal. O, nič ne teče. Sem kaj rekel. Ajde, curi ga počas. Malo sem ga deformiral dejansko. Ponad ga vzameš, takole ga ven daš, ni boš nekaj stekal, sam bo zdaj iz filtra. Evo ga. Tako ga vržeš ven in dejansko pustiš, da se steče. Filtrček je lepo noter, vse se je stekal, to je to. Zdaj pa prešraufamo sveži filter gor. Filter je namazan in lepo ga zategnemo. Kata na mamo gre. To, rolaj ga, Jaro, rolaj. Rolaj. Veš, in pol ga vzameš, ponad ko reče mehanik, z roko ga zategneš in pol ga malo zategneš s tistim ključem čez. Ne rabiš ful pretiravati pri temu, ko ga lahko hitro sjebeš. Kontra, konju, jedan kontra. Ma skozi zajebem, stari. Gledaj, tako je pač v lifeu, tako bo v lifeu in gotovo. Pa ver. Malo ga zategneš. Dobar. Ško se že začne, vidiš, tako kriviti ta filter, ko ga pol kar stisneš not, če ga preveč. To je to. Malo spucamo. Zdajle ne da je bože, da prežgeš motor takole, ka vidiš, da ni olja. Motor bi delal mogoče, ne vem, 10-15 sekund, minuto max in bi šel v maloro. Zdajle, vzamemo lijak, ga damo tukaj noter, malo je smotan kot in dejansko začnemo nalivati olje. 2 litra 9 grabeje noter, 2,5, pa zalaufaš, da prije olje še not v filter in doliješ 3 deci, zapreš in to je to. A si se kdaj vprašal, koliko treba uporabiti domišljije, da lahko vse to skupaj posnameš, kam kamero postaviti, kjer kot narediti, a se bo videl, a se ne bo videl, da bi lahko dejansko vi to sploh dojeli, za kva se gre. Ajde, gremo probati. Upam, da mi ne bo curljal čez, da krpo. Tole pa ni toliko kotaš, kaj rabo bi daljši lijak. Glej to razliko, vidiš? Glej, ta je daljši. V mojem primeru je vedno manjši, ampak dobro. Evo, damo ga not lepo in upajmo, da bo zdaj šlo. Ok, vidiš ga čez, ka ni dost kota. Opa, mora počas. Ok, teče sem, joj. Bolj bi mogel biti nagnen, sam bi moral to plastiko dati dol, da bi ga lahko bolj nagnil, da bi dejansko lahko hitreje nalil, sam se mi ne da. Evo, takole, malo stisnem in udri. Se gre kar lepo noter.
Roke se mi tresajo kot pri stari babi. Evo ga, litrca je šla dobesedno po tleh. Druga, a ste opazili v barvi, se dejansko se ta olje hitro obarva. To pomeni, da dobro puca. To je malo boljši način odpiranja, ne? Prav mi je čuden, da nima onega jezička, da lepo normalno potegneš dol. Evo. Takole pa gre, če malo pritisneš ljak, op, pa je skoro šlo čez. Nisem se hotel pohvaliti, kako gre, ko stisneš, veš. Pa karataš tako v koki, se pravi samozavesten, kar misliš, da si tako invincible, da ti noben nič ne more. In hop, olje gre čez. Evo ga, 2 litrčka, so že. Pa še tretji del olja, se pravi 3. liter. Moraš paziti, da ne pade noter, če neš pol to noter v motor dubo, kar pa ne bilo fajn. Zdaj moramo pa dejansko paziti, da ne bomo celega zlili noter, ker dejansko gre samo 2,9. Četko mi je to pošteno, pa počas. To je to, evo ga, 1 deci je ostal not. Zdaj smo dali 2,9 litra olja. Podamo tole stran, pogledamo, če se je ok, suho je. Vzamemo čep in da niso kakšne smeti, je boš ga spucati prej, da bo res čist in ga z levo roko baš ne gre. Joj, zdaj tip, probi drkat z levo. Ne gre, ha? Ajde, bomo pa z desno pol. Ti ne znaš iz levo ni z desno, ti si smotan, to je to. Škaj je velik naboj ima in je težko ga ujeti. A vidite, tukaj je zdaj ta kontrolno steklo je polno olja. Zdaj ga moramo pa pržgati, pustiti nekaj časa, pa pol preveriti dejansko, če je to. A ja, nekaj nujnega pri menjavi olja, kar si morate zapomniti, je to, ne mi zlivati olja v vodo, oziroma v kanalizacijo, ker s tem onesnažuješ okolje. Zapomni si, mi pijemo to vodo in če ti dobesedno oljne odpadke oziroma olje mečeš v vodo, se ti osebno zastrupljaš. Mogoče se ti to zdi, da se tebe ne tiče, ampak verjemi meni, da ti bojo hvaležni rodovi tudi v prihodnje, če boš zdaj znal čuvati naravo. Kaj naredimo s takim filtrom? Damo ga v škatlo. In kaj naredimo s temi oljnatimi embalažami? Odnesemo jih mehaniku in mehanik jih bo ustrezen zaboj in oni pol to dajo reciklirati. Zdaj pa veš. Welcome aboard, T-Max. Sprav, pali. Neče, ajde še enkrat. Mora ga malo not vršiti, preden zalaufa. In zdaj pustimo, da laufa nekaj časa in potem preverimo nivo olja. Olje je med minimumom in maksimumom, se pravi, olje gre lahko do maksimuma, ne sme pa padati pod minimum. Če ti pade pod minimum, ustavi se, doli olje, to pomeni, da lahko imaš poškodbe motorja. Je pa res, da tudi ne sme biti čez maksimum. Bomo pa mi zdaj videli, viš, zdaj se olje kar dviguje, zato ker ves olje iz motorja pada na dno. Če je preveč olja, tudi ni dobro, lahko tudi prije do poškodbe motorja, ampak ker sem jaz v bistvu sledil instruction manualu, kjer piše 2,9, je to. Veš, da olje gre dejansko do zgornje točke. Zdaj gremo pa mi gor na računalnik sem in gremo mi ponastaviti naše kilometre. Tukaj imamo minut, držimo 2 sekunde in potem s temle tukaj prestavljamo. Vidimo oil, pritisnem zdaj ta gum, držim ga 1 sekundo in ponastavim. In zdaj je prišel na 0. Veš, zdaj imamo dejansko ponastavljen oljni interval. No, zdaj vidimo, da je poln kontrolni okenček, dejansko je ves olje stekel na dno in to je to. No, pa smo prišli do konca našega videa, to je to. Zamenjali smo olje na T-Maxu, upam, da ti je bil video všeč in upam, da si se kaj naučil. Se dejansko pri vseh skuterjih je enak postopek, mogoče tam premenuje kaj drugačnega, v bistvu je pa to. Hvala ti lepa za ogled, lajken, subscribe, narod se na moj kanal, če želiš videti še kakšne videe, pa daj tudi delimo ta video, da še drugi kaj vidijo. Hvala, pa se vidimo.